Palomar, Palomar. Pokaži mi še enkrat, kako ne ga primem, a tako? Dobro ga držiš. Ja, in potem dam prste tako in potegnem gor. Tako je. A ja, a tako. Ja. Ja, ker širok je, ne, pa ne pridemo okoli z roko. Ja, tako pač je. A tako? Dobro. Recimo. Takole. Ja. Prav, pa poskusimo. Čebelice, vi moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar nam dobro borno. To je težko, jaz ne vem, če mi bo uspelo. Pa tako rada bi nastopila za te naše upokojence, če jih že drugega ne morem dati, pa ne jim dam vsaj glasbo in pesem. Saj bo, brez skrbi. Če ne pa boste v Svobodi plačali še za 100 ur, pa bo. Joj, Bor, tega ne sme nihče izvedeti. To mora ostati najina skrivnost, ker če bo kdorkoli izvedel, me bodo sigurno sabotirali, tako kot so sabotirali moj nastop na državni proslavi. A ja, na državni proslavi si pela? Ja, ne nisem in o tem je problem. Tako da prisezi, da nikomur ne boš povedal, kaj počneva v moji pisarni. Moj nastop mora ostati skrivnost, tu tobato. Nikomur ne bom povedal, prisežem. Dobro, prav. No, daj, zaigraj mi še ti malo. Mogoče mi bo lažje, če vidim nekoga, ki res zna. Seveda, z veseljem. Dobro, super, ma kako si ti fajn. Mislim, da sem pripravljena. Bom še malo sama vadila. Ti pa raje pojdi, da naju ne vidijo skupaj. Saj veš, ljudje, ki ne razumejo klica umetnosti, bodo takoj razširili zlobne govorice. Seveda, se vidiva jutri. Ja, ob 13. spodaj v kleti. Pa ne pozabi prinest kabla. No, končno je nekdo prišel. Lep pozdrav, gospod Robert Golob in drugi. Kakšni drugi? Kaj nas poslušajo? Vi samo poslušajte, ja! Nič ne boste zvedli! Kaj so vas poslali z inštituta? Tako je. Menda potrebujete neko razlago v zvezi z novim superračunalnikom. Tako je. Mislim, Tencaka je rekla včeraj, naj dam na socialno omrežje danes neko novico ob 12. In zdaj nimam zares kaj povedati. Ne? In rabim neko štorijo, da objavimo to s superračunalnikom, pa tovarno umetne inteligence. Nekaj v tem smislu. Superračunalnikom, to mislite na te v Logatcu ali? Ne, ma ne v Logatcu, to so v Italiji. Ni važno, odkud so. Jaz samo rabim nekaj, da razložim, zakaj je ta računalnik naš poseben in boljši od drugih, tako da izpademo malo cool. Ja? Ne pa taka mona, ker sem bil na Slovenki leta, mi je šlo na jog. Težko. Poglejte, različni superračunalniki so razviti za različne namene. Nekateri za splošno umetno inteligenco, drugi za generiranje besedil, tretji za ustvarjanje slik, videoposnetkov, glasbe. Dobro, kaj dela naš? Mi imamo tračunalnik. Kako? Tračunalnik. To je superračunalnik za ustvarjanje govoric. To so kakšnih govoric. Kakršnih koli. Zabavnih, žalostnih, čustvenih, jeznih. Vsake toliko časa je kakšna celo resnična. Vam pokažem, kako deluje. Okay. Poglejte, za začetek potrebujejo dve znani osebi. Ena zagotovo iz sveta politike. Daj, recimo mi, da je Urško. Urška. Lahko če Zupančič. Zdaj pa potrebujeva še nekega ustvarjalca, nek umetnik, glasbenik, nekdo, ki... Pa da je Šankroka, ki je Zuljan. Zuljan. Ja, on je Šempeter, se poznamo. V redu? Fora. Zdaj pa generiramo trač. Ha! Poglejte. Koga drgne kitarist skupine Šankrok poleg svoje kitare? Vroči sestanki v kleti. In zdaj je že objavljeno na vseh slovenskih portalih. Že gor. Ja. Zanimivo. Samo čem je fora? Morda v tem, da nihče ne bo opazil članka, da novi zakon o medijih umikate seje, ker bodo vsi brali o vročih srečanjih v kleti. Razumem, okej. Da bi pustiti ta računalnik še malo, da se ga navadim. Lahko greš, hvala ti. Morda vam samo še zaupam geslo v primeru, da se vam računalnik zaklene. Ja, lahko. Samo potiho. Poslušaj. Okay. Geslo za vstop je Bojan.